Planinsko društvo Slovenska Bistrica letos praznuje 100-letnico delovanja. Bistriški planinci so ob častitljivem jubileju pripravili različne prireditve, dogodke in dejavnosti. V petek 17. junija so v Slomškovem kulturnem domu organizirali tudi slavnostno akademijo. Osrednja govornica je bila Breda Jurič, predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica. Točno čez en teden bo natanko 100 let od takrat, ko se je skupina navdušenih planincev iz Slovenske Bistrice povezala in ustanovila še vedno delujoče planinsko društvo. Sledila so leta med obema svetovnima vojnama, ko so zagnani člani delovali na dveh področjih, pohodništvo in gospodarstvo. Gospodarska dejavnost je bila v porastu vse do druge svetovne vojne. V tem času je društvo pridobilo večino svojega kasnejšega premoženja, ki se je kazalo predvsem v nepremičninah. Do leta 1934 so tako zgradili kočo pri Treh kraljih na Pohorju. Dokupili so nekaj zemljišča in gozda, zgradili stolp na Velikem vrhu in gospodarsko poslopje. Vse to z lesom iz lastnega gozda in ogromno urami prostovoljnega dela. Uredili in označili so tudi novo planinsko pot skozi pohorski, sedaj poznan bistriški Vintgar. Žal so takoj po okupaciji Nemci našemu društvu zaplenili vse premoženje, vključno z arhivom, in ga s sodnim sklepom prepisalo na Alpenverein. S tem je delovanje planinskega društva v celoti zamrlo. Ker pa so bili bistriški planinci vedno trmasti in kleni, možje in žene, so se po vojni ponovno z vso zavzetostjo zagnali v obnovo medvojno požgane koče, ki je nastajala na temelji gospodarskega poslopja. Leta 1950 je bilo eno izmed najbolj uspešnih. Članstvo je štelo kar 772 glav. Prvič so ustanovili alpinistični odsek in postavili lastno žago. Zaradi tega je bilo finančno stanje društva na zavidljivi ravni. Žal pa se je začel val, ki je dosegel svoj vrh, padati z nesrečo mladih alpinistov leta 1052 v Špiku. To je bila za društvo težka preizkušnja, saj je življenje izgubilo 5 mladih ljudi, s tem pa je upadel tudi zanos drugih planincev. Ves zagon so usmerili v gospodarsko dejavnost, ker so želeli zgraditi pravi planinski dom namesto zasilne koče iz gospodarskega poslopja. Z neizprosno trmo, ogromno prostovoljnega dela in pomočjo lokalnega gospodarstva, podjetja Steklarna in Impol, so tako zgradili novo kočo, ki je bila v ponos vsem bistriškim planincem. V svoje vrste so začeli vključevati pionirje in mladince in tako leta 1956 ustanovili pionirski odsek bratov Uršič, ki je štel kar 150 članov. Lahko bi rekli, da so bila prva 50 leta najstniško turbulentna, polna uspehov in tudi kriz. Govori se, da za soncem vedo pade dež in glej, po društvu je začelo neizprosno deževati. Sledila je kriza na področju gospodarske dejavnosti, ki je vplivala tudi na mladinski odsek, ki je praktično ostal brez finančnih sredstev. Planinski dom je poslal za izgubo, društvo se je utapljalo v dolgovih in bilo tik pred likvidacijo. Upravni in nadzorni odbor sta napela vse moči za reševanje situacije in dom o pomoči podjetja Impol ponovno rešila. Hvala takratnemu in sedanjemu vodstvu Impola, zaradi njihovega razumevanja je društvo lahko sledilo svoji poti. Ko je društvo stopilo v Abrahamova leta, je težišče dejavnosti preusmerilo v delovanje mladine, ustanovilo naravovarstveni odsek in markacijski odsek. Pravi razcvet pa se je začel v alpinističnem odseku, ki se je po 20 letih kot Feniks dvignil iz pepela. Že po 5 letih je imel alpinistični odsek 9 članov in 12 pripravnikov, v njihove vrste pa so vstopila tudi prva dekleta. Ni naključje, da smo se danes zbrali v tej dvorani. Na tem podiju je planinsko društvo organiziralo številne planinske plese.
Tako je bil leta 1973 po nekaj letni prekinitvi ponovno uspešno organiziran že 38. planinski ples. Ta tradicija se do leta 1994 ni prekinila, vstopnice so bile vedno razprodane in planinski ples je veljal za najbolj željen družbeni dogodek v občini. Leto 1973 je zaznamovano tudi s pomembnim dogodkom, ko je planinsko društvo dobilo svoje prve prostore v skromni sobici v stavbi občinskega komiteja. Svoje prostore je potem še večkrat menjalo, bila je selitev v večje prostore v grad, nato v občinske prostore na Trgu Svobode in na koncu na Partizansko ulico 1, kjer so društveni prostori še danes. 70. leta so bila zaznamovana tudi po organiziranju planinskih taborov za pionirje. Pobuda za to je bil zbor jugoslovanskih pionirjev, kjer so se na 3-dnevnem taboru iz vse Jugoslavije zbrali na 3 kraljih. Sodelovanjem učiteljev in osnovnih šol in mladih planinskih vodnikov so sledila leta taborov, ki so v večino mladih src zasadili ljubezen do gora. Z začetkom 80. je društvo ustanovilo še tekaško smučarsko skupino, ki je tekmovala na maratonih po vsej Sloveniji. V letih od 1980 do osamosvojitve Slovenije je bilo društvo neumorno in aktivno na vseh področjih. Skupaj s podjetjem EMI so zgradili brunarico s 4 apartmaji, obnovil se je Kekec, podpisana je bila nova tripartitna pogodba o najemu Štuhčevega doma med podjetjem Impol, planinskim društvom in Planinsko zvezo. Začela se je postavljati plezalna stena. Planinsko društvo je zaključilo desetletje s posedovanjem zavidljivih nepremičnin na 3 kraljih in z razširjenim delovanjem v vseh odsekih in sekcijah. Še posebej so izstopali uspehi alpinistov, ki so v tem času uspešno plezali prvenstvene smeri v evropskih gorah, v Patagoniji in organizirana je bila prva odprava v Himalajo. Kot poseben mejnik v tem obdobju delovanja društva je potrebno izpostaviti leto 1992, ko se je planinska dejavnost razširila na najmlajše, to je Cicibane, iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in vrtca iz Črešnjeca. Zagnane mentorice so in še danes od podpori ravnateljic vsako leto znova navdušijo veliko skupino predšolskih otrok. Članstvo planincev Cicibanov predstavlja dobro tretjino vsega članstva. Predvsem pa smo veseli, da smo preko otrok za planinarje navdušili tudi njihove starše, ki jih veselo spremljajo na pohodih. Kot drugi mejnik pa je leto 2007, ko je bila ustanovljena skupina starejših planincev, ki so se poimenovali Fosili. To je bila za tiste čase posebnost, s katero so začeli bistriški planinci in so jim kasneje sledili še v drugih društvih. Naslednje desetletje, od 1990 pa vse do leta 2007, se je društvo na gospodarskem področju ukvarjalo s težavami, vezanimi na ohranitev lastništva nepremičnin na 3 kraljih. Z denacionalizacijo je bilo del nepremičnin vrnjen Zavodu za gozdove in Planinski zvezi Slovenije. Društvo je tako za nekaj časa ostalo praktično brez uradnega lastništva. Štuhtev dom je menjal najemnike, ki so se vsi izkazali kot slabi gospodarji in povzročili društvu ogromne izgube. Po več letih in po velikem naporu več generacij upravnih odborov se je lastništvo planinskega društva uradno vpisalo v zemljiško knjigo, kot lastnik 90 in soglasjem Planinske zveze Slovenije kot lastnika 1/10 dobilo soglasje za gradbeno dovoljenje in izgradnjo nove koče na 3 kraljih. Z vračilom sredstev po razveljavljeni denacionalizaciji, ostankov sredstev iz kupnine Štuhčevega doma, nepovratnimi evropskimi sredstvi, sponzorstvi in donacijami na 3 kraljih zopet stoji nova koča. Res še manjka nekaj sredstev za zagon, vendar lahko s ponosom potrdim napoved,
ki je bila dana ob izidu zbornika po 85. obletnici, da bomo 100. obletnico praznovali pred svojo kočo. Danes ima planinsko društvo v svoji organizaciji močan mladinski odsek, odsek za organizacijo vzletov, markacijski odsek in odsek fosilov. Vsak od njih skrbi, da izvede vsakoletne planirane aktivnosti. Pri oblikovanju našega poslanstva rdečo nit predstavlja varovanje narave, skrb za urejene poti in kulturna dediščina Pohorja, ki kot nam našega najbližjega hriba. Med drugim je planinsko društvo zadolženo za urejanje in markiranje kar 30 km planinskih poti. Vse 3 potekajo po gozdovih Pohorja, naravne spremembe in spravilo lesa vsako leto povzroči posledice, ki zahtevajo precej dela. Posebej bi izpostavila sodelovanje našega društva v projektu Wasserman, kjer smo z Bruni uredili celotno pot med Osankarico in Črnim jezerom. Delo je trajalo več mesecev in bilo vanj vloženo skoraj 2300 prostovoljnih ur dela. S pomočjo občinskih sredstev iz projektov in ogromno prostovoljnega dela smo uredili in zavarovali pot skozi Bistriški Vintgar, uredili geovrtec ter opremili 2 učilnici in igralnici v novi koči na 3 kraljih. Skratka, če zaključim, planinsko društvo je svojo 100. obletnico pričakalo čilo in zdravo in predvsem z veliko planov in energije za novo obdobje. Morda me boste okregali, da sem bila predolga, vendar 100 let je delovanja tako aktivnega društva, kot je planinsko društvo Slovenska Bistrica, res ni mogoče povzeti na krajši način. Na koncu samo še zahvala vsem planincem tega društva, gostom, ki ste se udeležili naše proslave, vsem dolgoletnim sponzorjem in donatorjem, predvsem pa zahvala svojim sodelavcem iz naveze upravnega in nadzornega odbora za plodno sodelovanje. Hvala. Na prireditvi so zaslužnim članom društva podelili tudi priznanja. V kulturnem programu so nastopili otroci vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, oktet Tinje in komorni zbor Kuda Šmartno na Pohorju. Oj, Triglav,
Slovenski muzeji, galerije in druge kulturne institucije so v soboto 18. junija izvedle že 20. poletno muzejsko noč. Njihova vrata so bila odprta vse do polnoči. Pestro je bilo tudi v Bistriškem gradu. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je med drugim omogočil vodene brezplačne oglede, razstave, vedute podobe krajev in gradov med Pohorjem in Bočem v galeriji Grad. Otroci so si lahko ogledali predstavo lutkovnega gledališča Fru Fru, Krtek, Zlatko ali Kakec, ki je padel z neba, prav tako pa so organizatorji družinam omogočili tudi spanje v gradu. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 21. junija sešel na 20. redni seji. Na dnevnem redu je imel 19 točk. Svetniki so uvodoma v prvem branju potrdili odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini. Sprejeli so sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve. Odločno so podprli sofinanciranje projekta Dom doma in se seznanili s poročilom starejših v občini Slovenska Bistrica. Sprejeli so dopolnitev lokalnega kulturnega programa in se seznanili z letnim poročilom o delu nadzornega odbora v preteklem letu. Občinski svet se je seznanil tudi s poročili o delovanju Komunale Slovenska Bistrica, javnih zavodov ter razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica za leto 2021. Svetniki so podali pobudo za dodelitev statusa mestne občine Slovenska Bistrica ter obravnavali nekaj premoženjskih in kadrovskih zadev. Med drugim so za direktorico Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica imenovali Herto Žagar in podali pozitivni mnenji Aleksandri Pirš za ravnateljico vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in Blanki Rupar za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Maribor, enote Slovenska Bistrica. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je v sredo 22. junija v Viteški dvorani Bistriškega gradu učencem osnovnih šol v občini, Srednje šole Slovenska Bistrica in Glasbene šole Slovenska Bistrica podelil priznanja Županova petica. Županova petica je priznanje, ki se podeli učencem osnovnih šol v občini ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja, dijakom Srednje šole Slovenska Bistrica po zaključnem letniku in učencem Glasbene šole Slovenska Bistrica ob zaključku osnovnega glasbenega izobraževanja. Letošnja Županova petica je bila že 32. zapored. Prejelo jo je 106 učencev in sicer 74 osnovnošolcev, 30 srednješolcev in 2 učenca glasbene šole. V kulturnem programu prireditve sta nastopili učenki Glasbene šole Slovenska Bistrica, Maja Figek in Pija Capelj-Škrinjar. Občina Slovenska Bistrica, Javni zavod za šport in Športna zveza so po 2 letih premora v Viteški dvorani gradu pripravili sprejem za odlične bistriške športnike, ki so v prvi polovici leta dosegli izjemne rezultate na domačem in mednarodnem prizorišču. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je slavnostno nagovoril športnike, ki so prišli iz vseh tekmovalnih športov. Za Studio Bistrica pa je povedal. To srečanje danes tudi govori ravno o tem, da Slovenska Bistrica je mesto športa. To dokazujejo številni kazalci, ki o tem govorijo. Najprej so tu vsekakor športniki za svojimi izjemnimi rezultati. Ne bi si upal niti naštevati, ker lahko koga izpustim pa naredim krivico, ampak res so dobri. Letos so nas številni veliko kar presenetili. Jim gre iskrena čestitka. Ne nazadnje iz teh naših športnikov so zrasli tudi športniki svetovnega formata, če samo spomnimo nekatere, Trajkovič, Prepelič, potem so tu odbojkaši, pa verjetno bi še lahko naštevala. Skratka, tako rekoč na vseh področjih, od alpinistov, športnega plezanja do nogometa, druga liga, atletika. To je izjemna širina. In to govori najprej o tem, po drugi strani seveda ni uspešnih športnikov brez športnih delavcev, brez trenerjev, ki tudi žrtvujejo veliko časa za to. Tudi njem gre seveda tudi priznanje. Kaže se to tudi v organizaciji pomembnih športnih dogodkov tudi pri nas v Slovenski Bistrici. In nenazadnje je tu seveda tudi infrastruktura, ki pač s tem našim športnim centrom mislim, da zagotavlja te osnovne pogoje, pa še mogoče nekaj več, da lahko teh športnika imamo. Zdaj na tej infrastrukturi tudi konstantno gradimo.
v tem trenutku se tako rekoč skoraj najbolj pomembne investicije izvajajo ravno na tem področju, se tako pač pokrilo. Končuje se obnova športne dvorane, ki v bistvu pomeni tako rekoč novo športno dvorano, ne, ker je v celoti prenovljena in dograjena, ker ni bilo mogoče ob tej športni dvorani dograditi tistega potrebnega dela za plezalno torej za športno plezanje, je prišlo do izgradnje plezalnega centra, ki je tudi ta gradnja se tudi pričela, no in v nadaljevanju seveda še nadaljnje urejanje športnega parka tudi z obnovo igrišč za nogomet in še vse ostalo. Pa še to je treba poudariti, ne, da verjetno teh investicij tudi ne bi bilo, če ne bi mi uspeli iz državnega nivoja pridobiti res dodatna sredstva, ne. Ampak vseeno, ne, snova tega so pa seveda športniki, ne, in zato jim gre res iskrena čestitka, mislim pa, da so svojim delom, ne, z svojim treningom, z vsem tem, tudi vzgled lahko številnim mladim, ne. Jaz velikokrat rečem, da je tudi to priložnost, da na nek način preklopijo mladi iz digitalnega v analogni način življenja, torej iz tega, da odmaknejo torej elektronsko navlako, ne, in grejo res v gibanje, v tisto, kar je tudi potrebno in tudi zaradi tega treba to posebej poudariti. Športniki so bili sprejema zelo veseli, kajti takšna druženja prinašajo še dodatno motivacijo za uspešno nadaljevanje v športu. Ja, ta sprejem je tak lep dogodek za vse športnike, ker se vsi skupaj vidimo in neko potrdilo dobimo, da delamo prav in da spodbudo za naprej. Ja, pomeni mi definitivno veliko, ker to pokaže tudi jaz sem del teh športnikov, ki nekaj dosegamo. In upam, da se bo tudi tako nadaljevalo. Mi pomeni dosti, da so moji dosežki prepoznani tudi še izven kluba in mi na nek način daje še zagon za delo naprej. Pa dobro, mislim, pa tako dosti mi pomeni tudi sprejem od župana. V imenu vsega kluba nam to pomeni ogromno, da smo bili vsem povabljeni, saj dobimo nek feedback glede na naše rezultate, torej da smo opaženi in tudi glede na naše rezultate se to potem pozna, to nas tudi motivira in prav tako smo dosegali mnogo dobrih rezultatov kot v Sloveniji in tudi v tujini in se to potem tudi tu pozna. Tako da sem to prvič, ja, zanimivo, neka nova izkušnja, prej nisem bil tega pač deležen. Udeleženci sprejema pa so imeli kar bogato tekmovalno obdobje, ki ga želijo še nadgraditi. Letos v bistvu nisem bila še na veliko tekmovanjih in tudi zaradi tega nisem dosegla nekih še velikih rezultatov. To me je tudi preprečevala manjša poškodba rame, ki sem jo imela in tudi zaradi tega nisem mogla pred kratkim še trenirati. Zdaj gre forma spet na boljše in se veselim zdaj sezone, ki me še čaka v poletju. Zdaj tudi imam veliko večja pričakovanja za Evropsko prvenstvo, ki bo čez 2 tedna. To bo tudi vrhunec te sezone in upam, da se uvrstim v finale. Najbolj tako svetovno, kar smo jih imeli, drugače pa državnih se niti več ne spomnim, ker jih je bilo toliko. Totem letošnji rezultati so mi bili vsi po planih, dobil sem naslov državnega prvaka, zlati grb, pa zdaj nazadnje še pokal Gamsa, tako da zaenkrat so vsi plani šli za pa dalje še. Glede na to, da smo bili 2 leti zaprti, še vedno noben ni obupal in se mi zdi, da smo dosegli veliko ogromnih dosežkov 2020 v Ameriki. Prav tako smo se letos udeležili tekmovanja na Češkem in pa prav tako po Sloveniji, kjer je potekalo državno tekmovanje in pa Slovenija Open in smo nasploh res ponosni na vse rezultate. Tekme so bile nekaj svetovnih pokalov, nekaj Grand Prix-ov. Grand Prix žal ni šlo po načrtih. Svetovni pokal, 1 medalja, državno prvenstvo zmaga. Zdaj pa gremo naprej. Lepo je videti, da se je toliko mladih športnikov zbralo danes tukaj, da je občina skupaj z Športno zvezo in Zavodom za šport prepoznala njihov trud, njihove uspehe in mislim, da je njim to ena lepa gesta in neke vrste nagrada tudi za njihove dosežke. Na Črešnjevcu so v četrtek 23. junija odprli likovno razstavo. Gre za dela, ki so nastala na 3. regijski likovni koloniji Črešnjevec 2022 na temo Barve našega življenja in na kulturnem mozaiku Črešnjevec 2022 na temo Prosto. Prireditev, ki je posvečena stoletnici delovanja KUD-a Štefana Romiha Črešnjevec, so popestrili s kulturnim programom.
Razstavo sta poleg domačega kulturnega društva pripravili območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica in Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica. V Centru domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici je v četrtek 23. junija potekala javna predstavitev osnutka predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Osnutek predloga zakona so pripravili na Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo in ga posredovali v javno obravnavo. Več o tem je povedala Ljubica Zgonec-Zorko, vodja konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Je dobra in pa nujna podlaga za to, da lahko položaj rokodelk in rokodelcev sploh začnemo v naši državi, bom rekla, urejati. Zato, ker v svojem 1. členu zelo jasno opredeljuje, da je rokodelstvo dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu države in da želi s tem država ohraniti, zaščititi s tem zakonom rokodelska znanja, veščine in to rokodelsko kulturno dediščino. Se pravi, to je bistvo zakona, ki potem v naslednjih samo 27 členov je, kar je, bom rekla, zelo čitljivo, opredeljuje vse osnovne pogoje, to se pravi cilj zakona, kaj je vsebina, kako se bo to rokodelstvo zaščitilo, katere aktivnosti spadajo, potem opredeljuje osnovne pojme, na katere se potem bodo lahko vezale drugi ukrepi, ki jih morajo sprejeti druga ministrstva. Recimo, kdo je sploh rokodelec, opredeljuje rokodelca in mu ga zaščiti z določenim nazivom. Zdaj je predlagan naziv, da ljudje, ki bodo potem rokodelke, rokodelci tudi zaščiteni oziroma bodo lahko neke bonitete po tem zakonom imeli oziroma položaj urejen, bi dobili naziv vrhunski rokodelec. Potem zaščito rokodelskih izdelkov s tem, da se rokodelskim izdelkom dodelijo certifikati in bo opredeljeval, kateri certifikati. Na tej podlagi recimo bodo lahko potem se v finančni zakonodaji, finančnih predpisih uredila stopnja recimo znižanega ali ničelnega davka na dodano vrednost. To so pol v bistvu daje te osnove, pojme, tudi katere panoge gospodarske oziroma rokodelske panoge bodo spadale v to, ker vsako rokodelstvo tudi nima te dediščinske note in tudi potem ne bo zajeto v tem zakonu. To bo poseben predpis zraven, ki bo opredeljeval podrobno, iz katerih materialov morajo biti, kakšne znanja so potrebna za posamezno panogo in tako naprej. Imamo skoraj 100 panog v tem. Na žalost, že za marsikatero panogo sploh nimamo več nosilcev znanj. Tako da so to te podlage s tem, da tudi opredeljuje te osnovne nosilce tega zakona in to je Obrtna zbornica bo dobila posebna ta javna pooblastila, oni bodo izdajali te listine o nazivu. Tudi določen neka izobraževalna shema se bo pripravila, ki jo bodo morali, po kateri se bo prenos znanj tudi prenašal in tudi opredeljena bodo znanja, ki jih morajo rokodelci imeti, da lahko ta naziv dobijo. Potem smo rokodelski centri dobili svojo tudi, bom rekla, naloge, kaj vse v rokodelskih centrih, s čem zagotavljamo ta javni interes in tudi
Lahko se bomo zaposlili vodjo tega programa, ki ga bo direktno Ministrstvo za gospodarstvo tudi financiralo. Svojo vlogo ima tudi konzorcij rokodelskih centrov, ki sodeluje predvsem v vseh organih in povezuje se v odnosu do države. Potem je tukaj še Zveza upokojencev, ker to je zdaj zibelka znanja rokodelskega, veliko jih združujejo, in pa Slovenski etnografski muzej kot tista ustanova strokovna, ki bdi nad tem področjem. Na Tinjo so v soboto 25. junija obeležili že 46. krajevni praznik. Letos je bilo še posebej slovesno, saj so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Tinje prevzeli novo gasilsko avtocisterno. Predsednik društva Matej Grace je ob slovesnem dogodku povedal: Za naše gasilstvo društvo dejansko pomeni ogromno, kajti pred 25 letami smo dobili prvo gasilsko vozilo avtocisterno, sedaj smo pa dobili čisto novo sodobno vozilo na Volvotovem podvozju FMX 400. Nadgradnjo je pa delalo podjetje GVC Pušnik. Gre dejansko za vozilo, ki ima cisterna hkrati, ki ima 4000 litrov vode. Za našo pridobitev gre ogromno, kajti zdaj imamo dosti več vode, kot smo jo prej imeli, hkrati imamo dosti več opreme že v samem vozilu, kar pomeni, da bomo hitreje z več opreme na kraju dogodka oziroma priskočili lahko krajanu na pomoč ob vsakačnih nesrečah, neujmah ali pa raznih požarih. Kar se tega tiče, pri sofinanciranju smo že v bistvu že lansko leto začeli malo naprošati občino pa vse ostale, kar pomeni, da smo zdaj letos ravno prišli v cikl sofinanciranja, hkrati so nam pa priskočili v dobršni meri na pomoč vaščani z svojimi raznimi donatorskimi prispevki pa z vsemi ostalimi deli, ki so ga opravili za dobrobit gasilskega društva. Vsem, ki so prispevali sredstva za novo gasilsko vozilo, so na prireditvi ob krajevnem prazniku podelili posebne zahvale. Maksimilijan Tramšek, predsednik krajevne skupnosti Tinje, je spomnil tudi na ostale pomembnejše naložbe, ki so jih na Tinju izvedli v zadnjih letih. Veseli me, da končno po teh 3 letih lahko ponovno praznujemo krajevni praznik, kjer nekako tudi izpostavimo vse pridobitve, ki so se zgodile tako v mandatu kot v zadnjih 3 let. Mi smo v tem mandatu uspeli zaključiti predvsem na komunalni infrastrukturi, rekonstrukcija preko 5 km cest, od tega 3,2 km javnih lokalnih cest, ki je v upravljanju občine Slovenska Bistrica, in slaba 2 km javnih poti, katere vzdržujemo in rekonstrukcijo izvajamo v svetu krajevne skupnosti. Zraven vseh teh rekonstrukcij, ki so bile v Tinski gori, imamo novo cesto do Tinja, v kateri ste se lahko pripeljali, smo izvedli še v Foštu, v Radkovcu in na planini pod Šumikom. Me pa veseli tudi to, da smo tudi na ostalem komunalnem infrastrukturnem področju, tako na vzdrževanju vodovodnih sistemov, obnovili določene vodovodne vire, ker mi izvajamo to javno službo skrbe krajanov za pitno vodo, in seveda družbeno utrip je bil v tem času malo zatrt in verjamem, da bo tudi na tem družbenem področju se začele stvari odvijati, kako pred samo COVID krizo. Še posebej zaradi tega novega gasilskega vozila. Ja, to je pridobitev ne samo za gasilce, za vse krajane in tudi za širšo lokalno skupnost. Bila je skupna akcija, nova gasilska cisterna, ki se danes svečano predaja v uporabo. Si želim, da bo čim manjkrat na intervencijski uporabi, nam pa gasilci tudi pomagajo pri nemoteni vodooskrbi in zato še to je ena večja pridobitev za sam kraj in kako tudi sem že rekel, tudi za širšo lokalno skupnost, in izrekam tudi iskrene čestitke vsem gasilcem, vsem krajanom ob tej pridobitvi. Ob 100-letnici delovanja KUD-a Štefana Romiha Črešnjevec so v soboto 25. junija pripravili zaključni koncert mešanega pevskega zbora KUD Štefan Romih. Poleg domačega pevskega zbora je nastopil tudi pevski zbor Gesang Verein Fering iz Avstrije, moderator pa je bil humorist Vinko Šimek. Che quando muore
Podjetje HG3 je v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije že 14. organiziralo donatorsko akcijo obnove parketnih površin v vrtcih. Letos akcija poteka v enoti Ciciban vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Za naš vrtec je dobrodelna akcija res poseben dogodek. Že kar nekaj dni pred tem so dnevi v vrtcu potekali malo na drugačen način kot običajno. Tudi otroci so bili ves čas vpeti v aktivnosti te dobrodelne akcije, prav tako starši in vsi delavci v enoti vrtca Ciciban. In bom rekla, akcija je zagotovo najlepše darilo, kar smo si lahko zaželeli ob koncu šolskega leta in dober vzgled za predšolske otroke. Še posebej zato, ker je dobrodelnost vrednota, ki so jo slovenski parketarji poklonili našemu vrtcu. Ta akcija se je začela na pobudo našega podjetja oziroma našega direktorja, gospoda Tomaža Založnika, ki je velik pobudnik in podpornik te akcije. Začela se je pred 14 leti, torej današnja je 14. Odločili smo se za humanitarno akcijo, zato smo se osredotočili na vrtce, zato da polepšamo okolje in prostor za naše malčke, ki so ne nazadnje naša prihodnost. Delamo z laki naše sestrske firme, to so vodni parketni laki, popolnoma neškodljivi okolju, predvsem pa neškodljivi za ljudi. Tako da bodo ti malčki v ponedeljek že lahko prosto se igrali v svojih igralnicah, le da bojo te prenovljene in sijale bojo. Koliko podjetnikov se je odzvalo in seveda koliko površin bodo obnovili? Obnovili bojo cirka 420 kvadratnih metrov, to je 8 igralnic. Odzvalo se je 13 podjetnikov, vsi so že nekako stari naši poslovni partnerji, ne nazadnje v tem času smo postali že pravzaprav prijatelji, vsi se izjemno radi odzovejo, kljub temu, da je to čas njihove visoke sezone, to z veseljem opravijo, seveda pro bono. V športnem parku v Slovenski Bistrici se je začela gradnja težko pričakovanega novega plezalnega centra. Zaradi del je zaprt prehod čez Lipov drevored. Zato izvajalci občane pozivajo k strpnosti. V petek 1. julija je v Bistriškem gradu potekal koncert skupine Alo Stari. O sebi so na uradni spletni strani med drugim napisali: Ah, 90-ta, zlati cajti. Na špile še nismo smeli hoditi, smo pa zato toliko bolj nabijali muziko doma. In kmalu se je zgodilo to, da je eno desko zamenjala druga. Skejt je nadomestila kitara, poškodbe in buške pa kitarski rifi in raztrgani zvočniki. Stari niso imeli kaj dosti proti. Glavno, da se pubec ne drogira. No, nekak tak se naša zgodba začne. In potem smo odraščali, pa igrali v različnih bendih, prepotovali skoraj vso Evropo in po več kot 2 desetletjih ugotovili, da bi se bilo res super vrniti na začetek. Takrat je bilo res fajn. Samo špilat nismo znali, zdaj pa znamo, pa zgodb se je nabralo še in še. Tak smo pol nastali Alo Stari, ker valjda je bil to naš pozdrav takrat in je ostal vse do danes.
Pa dobro vemo kam. Mariborski rock-punkerji so navdušili izbrano občinstvo. Kot predskupina je nastopil rock band Srednje šole Slovenska Bistrica. Celoten posnetek koncerta si boste lahko v 2 delih ogledali v poletnem času. Bistričani so si lahko na mestnem kopališču ogledali dokumentarni film o zlati košarkarski ekipi, ki je leta 2017 postala evropski prvak. Tvorec tega naslova pa tudi Bistričan Klemen Prepelič. Bistriški športni junak Klemen Prepelič je odličen dokumentarni film ogledal v družbi številnih ljubiteljev košarke. Nas pa je predvsem zanimalo, kako sedaj podoživlja uspeh izpred 5 let. Sigurno se vračajo vsi občutki, ki so bili prisotni v momentih ne samo finala, ne samo v momentu zmage, ampak tudi v celih pripravah, tudi v letu 2016, ko smo imeli te kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, smo se sploh tja uvrstili. In podoživljajo vse te stvari, kot so prvi kontakti z Igorjem Kokoškom kot trenerjem, prvi naši treningi, vse ti pride nazaj, se ti obrača in sigurno vrhunski spomini in sigurno prvo kot prvo ponos in še enkrat ponos. Ta zlata zgodba je torej zaključena, 5 let je od tega, sedaj potujete na novo evropsko prvenstvo, ki bo 2 meseca do tega dogodka, kako ga sam pričakuješ? Ja, ena zgodba je zaključena, odpira se nova, tako govorijo. Mislim, da je nova priložnost, velika priložnost za Luko na čelu, ki ima vrhunski orkester našo spremljavo in vsi seveda upamo, da bo z nami tudi Gogi še enkrat obleko dres slovenske reprezentance, ampak na to pač žal nimamo vpliva, imamo pa vpliv, da se dobro pripravimo vsi od prvega do zadnjega in da bomo sigurno pripravljeni maksimalno prišli na to Evropsko prvenstvo v Nemčiji. Kako je sedaj z tvoja poškodba roke? Dobro, v ponedeljek sem dobil zeleno luč strani kluba, da lahko začnem z progresivnim kontaktom, kar pomeni 1-1, 2-2, prvo malo blažji kontakt in je to vedno močneje. In reprezentanca se zbira 25.7. Večina igralcev je 25.7. Ne bom bil tam zaradi rojstnega dneva mojega sina. Sigurno želim biti prisoten, ampak za 26.7. se priključujem.
Je včerajšnja tekma, ko si sam dejal napoved, da boste na po Evropskem prvenstvu v Slovenijo prinesli že drugi zaporedni naslov evropskih prvakov. Ste tako močni? Jaz mislim, da smo, verjamem v to, ampak pot do tega je izjemno težka. Prvo kot prvo moraš preživeti cele priprave brez poškodb, da ti je to naklonjeno, da je cela ekipa pripravljena. Potem moraš biti optimalno pripravljen, moraš tempirati formo, kar sigurno ni enostavno. Temu primerno imamo izjemno dober stav, trenerje, ki so izjemno nadarjeni, izjemno dobro lahko čitajo situacije in sigurno to ne dvomim, da nas bo pripravili 100%. Potem pa sigurno iz tekme tekmo moraš jih zmagati čim več v pretekmovanju, kjer imamo izjemno težko skupino za Francijo, Litvo, Nemčijo kot domačinom, Bosno, ki je vedno težek nasprotnik, in tudi Madžari, ki so na papirju outsider, ampak vsi vidimo, kaj se dogaja v FIBA-nih tekmovanjih. Potem pa praktično ni več kiksa. Potem greš v osmino finala, četrtfinale, polfinale, finale, vsak poraz pomeni odhod domov, oziroma poraz v polfinalu, vemo, pomeni borbo za bronasto medaljo. Jaz mislim, da vsi mi ciljamo na vrh, z Luko si to sigurno lahko privoščimo, definitivno pa mislim, da lahko obljubimo medaljo. Občina Slovenska Bistrica in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica sta v soboto 2. julija na Zgornji Ložnici pripravila osrednjo občinsko slovesnost ob 31-letnici samostojne Slovenije in v počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Predsednik Slovenije Borut Pahor je na prireditvi 129. protidiverzantski četi občinskega štaba Teritorialne obrambe Slovenska Bistrica podelil državno odlikovanje Častni znak svobode Republike Slovenije. Prevzel ga je poveljnik čete in predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica Miran Krušič. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. 31 let je minilo, odkar smo Slovenci z lastno državo udejanili želje, o katerih smo bolj ali manj tiho govorili, razmišljali v letih pred samostojnostjo, podkrepljene s takratnimi dogajanji v Evropi, pa tudi v bivši državi, katere del smo bili. Željo po samostojni državi smo uresničili, ker smo bili enotni. Uresničili smo le zato, ker smo se združili okrog močne in trdne ideje, kako ohraniti slovensko zavest, tudi v novih razmerah življenjske stvarnosti za narod in njegove posameznike. V 31 letih smo dosegli veliko, uveljavili temelje lastne države na številnih področjih, tako gospodarstva kot družbenega življenja. Bistričani pa smo lahko ponosni na številne posameznike in dogodke, ki so pomembno in tudi širše prispevali k izpeljavi projekta osamosvojitve. In prav Zgornja Ložnica je v tistih dneh odigrala za celotno Slovenijo eno od najpomembnejših in odločilnih vlog. Z natančno in premišljeno akcijo je 129. protidiverzantska četa občinskega štaba Teritorialne obrambe Slovenska Bistrica zavzela skladišče orožja in dvignila moralo osamosvojiteljev. Vabim vas, da se vsak v svojem okolju potrudimo za svoj in skupen jutri. To dolgujemo vsem osamosvojiteljem, to dolgujemo rodovom, ki prihajajo za nami. Čestitam 129. protidiverzantski četi za prejeto državno odlikovanje. Vsem vam pa čestitke ob obeležitvi obletnice Dneva državnosti in zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Hvala lepa. V kulturnem programu so nastopili moška komorna skupina KUD Lojze Ožner Zgornja Ložnica ter učenke in učenci osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnice Zgornja Ložnica. V nedeljo je v Slovenski Bistrici potekal festival ulične kulinarike Bistriška kuhna. Prireditev je v sodelovanju z zavodom Makole organiziral Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Odziv obiskovalcev je bil odličen. Ponudniki ulične prehrane in pijače so z obiskom izjemno zadovoljni. Kjer je vino in kjer se karkoli dogaja, je tudi red in prav, da so vinarji zraven. Ker kakorkoli govorimo o lokalni ponudbi, želimo imeti nekaj domačega, želimo reklamirati. Tisto, kar imamo pa res v Bistrici originalno, to je vino Ritus Znojčan in vsa ostala vina, ki jih imamo na pretek. In skoraj da lahko rečem, res
res najboljša vina na svetu. Ker kamorkoli vina gredo, tam pač dobimo neko nagrado, ki se začne od bronaste pa konča tako pri zlati. Tako da besede več niso iz trte zvite, ampak so res. Imamo najboljše na svetu. In kaj danes priporočate obiskovalcem? Mi smo danes pripravili skupno kot vinarji priporočila, katero vino, k kateri hrani, in zato imate ogromno priložnosti, da preverite, kako vonji, okusi in karakter hrane odgovarja skupaj. Kakorkoli tisto prvo vino, ki ga ponudimo, je ritoznojčan, bodi si sam ali iz njega narediti zelo dober špricer, drugače pa kakšen sivi pino, laški rizling, v gori pod lipo zorjen, maceriran, tako poseben, sivi pino, renski rizling in seveda ne gre brez mehurčkov, tudi penina se najde. Mi smo novi na štajerskem področju, sicer smo začeli pred korono, ampak nas je korona malo zmedla, tako da se želimo na čim večjih predstavitvah predstaviti. To je naša v bistvu prva do zdaj. Povabil nas je gospod Tomaž, vztrajal je pri tem, da mi sodelujemo in smo zelo veseli, da je vztrajal, zaradi tega, ker smo veseli, da vidimo, da je dober odziv. In želimo se torej povečati naš obisk v naši restauraciji Čutis v Evroparku, tako da vabljeni tja, da spoznate tajsko kulinariko in še več naših odličnih jedi. In v čem je posebnost teh jedi? Imamo tajske jedi, vse jedi so pripravljene z našimi domačimi omakami, ki jih sami pripravljamo, tako da tu so naše tiste pikantne podrobnosti. Hrano je ponujal tudi Lions Klub Slovenska Bistrica, ki je vsa zbrana sredstva namenil za poletne izlete otrok iz socialno ogroženih družin. Sicer pa so obiskovalci pohvalili prvo tovrstno prireditev v Slovenski Bistrici. Pa tukaj smo Slovenske Bistrice, pa smo rekli, da malo pridemo pa probamo, kaj se dogaja, kaj kuhajo, kaj imajo, malo za malco otrokom, pa tako, domačini smo pa pridemo malo pogledati. Poskusili ste že eno jed, nam lahko zaupate kakšno in kakšna je bila? Jaz sem eno tajsko jed poskusil, bila je dobra, žena je poskusila eno bolj domačo jed, pa mislim, da je tudi okej bilo. Ni čisto domača, ampak bolj preprosta za otroke, solata s piščancem, seveda paniranim, to imajo otroci pač nekako najraje. Pa ker tega doma toliko ne pripravljamo, pol izkoristimo priliko. In kakšno je vaše mnenje o tej prireditvi? Super je, veseli smo, da se v Slovenski Bistrici dogaja, takšne stvari družijo ljudi še več. Tega bi želeli, hrana je okusna, odlična, tako da se splača priti pa poskusiti, ne? Hrana je zelo dobra, prišli smo malo pogledati, ker je zanimivo. Drugače pa zelo dobro je tule. Menite, da primanjkuje takšnih prireditev? To pa ja, sigurno ja. Tega bi moglo več biti. Je dobro? Je dobro, ne? Še boš prišel kdaj na tako prireditev? Ja. Obiskovalce so zabavali tudi lokalni glasbeniki, godbana pihala društva Janko Živko iz Poljčan, Frajhanska godba, gasilska godbana pihala Spodnja Poskava in Tomi Baron, ki je ves čas skrbel za glasbeno spremljavo. In kaj sta povedala organizatorja bistriške kuhne? Prvo, družbena odgovornost, to je prvo. Drugo, manjka nam takšnih druženj, kot je to. Se pravi, dobra kulinarika, dobra družba, dobro vino, dobro pivo. To je ključ. In kaj priporočate od vaših jedi obiskovalcem? A ni to to? Glavni namen prireditve je Slovensko Bistrico po eni strani postaviti in začeti promovirati tudi kot kulinarično destinacijo. Vemo, imamo ogromno dobrih jedi, vemo, imamo odlična vina in druge, ne nazadnje, pivske spremljave. Poleg tega smo želeli dati priložnost tudi lokalnim in tudi širše ponudnikom, da se na podobnem dogodku predstavijo. Ideja je zorela že nekaj let, zaradi znanih razmer v zadnjih letih dogodek ni bil izveden, letos nam je to uspelo. Podariti pa moram, da je organiziran skupaj z soorganizatorjem Zavod Makole, ki z podobnimi dogodki ne nazadnje že tudi imajo nekaj izkušenj, tako da tudi samo pripravljanje, načrtovanje prireditve bilo, da rečem, toliko enostavnejše, kot bi bilo sicer. Uspeli ste privabiti raznovrstne ponudnike? Ja,
Zdaj, kot šali pravim, na izbiru smo imeli dve možnosti, ali izberemo deževno vreme ali izberemo vroče. Izbrali smo vroče vreme, veseli smo, kot ste omenili, da se je odzvalo povabilo več ponudnikov z različno ponudbo, se pravi, da se ponudba ne podvaja, veseli smo pa absolutno tudi, glede na prej omenjeno vroče vreme, tudi obiska, kot je zdaj dobesedno, ko je sonce v zenitu, tudi presenetljivo dobro, tako da se nadejamo, da bojo nadaljne ure ravno tako uspešne, ko bo tudi malo sence. Si probal? Stari, to moraš priprobati. Člani športne zveze so na volilni skupščini ponovno že četrtič izvolili Bojana Fajsa za predsednika športne zveze Slovenska Bistrica. Moram reči, da smo prejšnji teden imeli to volilno skupščino, na kateri smo pač izvolili novo predsedstvo, novi nadzorni odbor in organe športne zveze in postal sem ponovno predsednik športne zveze občine Slovenska Bistrica. Če se ozremo na 3 mandate nazaj, torej kako si sam podoživljal in kaj pričakuješ torej v četrtem? Ja, vsak mandat je neka zgodba za sebe, se dogajajo neke stvari in jaz verjamem, da smo uspešni, da predvsem v dogovori z lokalno skupnostjo in pa seveda z drugimi športnimi stvarmi lahko uspešno naši športniki in športnice trenirajo, vadijo in pa nastopajo na raznih tekmovanjih. Za uspešnim delu predsednika stoji tudi predsedstvo športne zveze. Kakšno je v tem novem mandatu, to je že četrtem? Ja, predsednik sam ne more kaj dosti narediti, rabi ekipo in ta ekipa mislim, da se čez vsak mandat obnavlja, prilagaja in pa da bomo tudi v tem četrtem mandatu uspešno sodelovali, kajti športna zveza je krovna organizacija športa in člani predsedstva se zavedajo, da v bistvu predstavljajo celoten šport v občini Slovenska Bistrica, ne samo svoj klub ali društvo. Sprejem pri županu je potrdil, da imamo v Slovenski Bistrici torej razgibano plejado športnikov, različnih športnih panog in disciplin. Kaj ti meniš o tem kot predsednik športne zveze? Ja, mi smo v športni zvezi zadovoljni in veseli, da se to dogaja, da občina oziroma župan vidi rezultate našega dela, naših uspehov in s tem nagradi te mlade športnice in športnike, na nek način jim da spodbudo za nadaljno delo in jaz verjamem, da naši športniki to znajo razumeti. Hkrati pa na teh prireditvah sodelujejo tudi že aktivni športniki, ki so na nek način že dosegli rezultate tukaj v Slovenski Bistrici in nastopajo za tuje druge klube širom Slovenije in tujine. Suport vsemu temu pa je tudi dobra infrastruktura, ki je v Slovenski Bistrici, gradi se pa tudi kar nekaj objektov, ki bojo še dodatno popestrili razgibano športa v Slovenski Bistrici. Ja, ravno ta razvoj športa v občini Slovenska Bistrica je rezultat uspešnega dela, eni strani, drugi strani pa, da se prilagajamo potrebam in zmožnostim pri športni infrastrukturi, da ti tekmovalci in tekmovalke uspešno lahko nastopajo, da uspešno vadijo in da so na nek način vidijo, kako te stvari potekajo tudi druge. Športna infrastruktura je bistven pomen zraven svojega staršev, trenerjev in vse, kar se dogaja v klubih in pa truda športnic in športnikov, brez tega seveda ne gre. In mi smo veseli, da v letošnjem letu pridobivamo prenovljeno športno dvorano, da se pripravljajo še drugi objekti širom občine. Mi smo skupaj z Zavodom za šport pripravili tudi na nek način spisek potreb za naslednje 4 oziroma 5 let, kar se področja športne infrastrukture tiče in vidim, da je občina to prevzela, da razume in da bomo to po neki poti tudi spravili tako daleč, da bojo ti objekti zgrajeni, seveda vse za potrebe vadbe in uspešnega dela naših športnic in športnikov. Drugoligaško prvenstvo bodo začeli nogometaši 31. julija. Med njimi bodo zaigrali tudi nogometaši iz Slovenske Bistrice. Več o tem pa predsednik kluba Vito Martinčič. Ja, sami žreb je bil en velik medijski dogodek, v bistvu to je za nas nekaj posebnega, se pravi, vidi se, da je nogomet številka 1 in da je medijsko izredno podprt. Glede same tekme, žreb ko žreb, zdi se mi celo, da je žreb relativno ugoden. Na prvem delu prvenstva se mi zdi nekaj klubov, ki so realno premagljivi. Z meseca pričakujem tudi vedno večjo igranost naše ekipe in tudi dvig kakovosti našega nogometa v Bistrici.
Zapustil vas je torej glavni trener Simon Dvoršak, ki je 3 leta delal v Slovenski Bistrici, sedaj je prišel Friedl. Kako si pravzaprav zadovoljen s tole trenersko zamenjavo? Ja, odhod v bistvu trenera Dvoršaka je bil kar precejšnjo presenečenje. Na drugi strani pravim pa razumem, da po 3 letih dela se trener zasiti in nekako vidi, da je težko narediti korak naprej. Za ekipo, katera je trenutno, jaz mislim, da rešitev smo našli relativno hitro, mislim, da je rešitev zelo kvalitetna in da ta ekipa v tem trenutku rabi strokovnjaka garača. Se pravi, naša ekipa je mlada, naša ekipa mora delati bistveno več kot ostali, zato ker mora nadoknaditi vsa ta leta izkušenj, s katerimi je bolj soočeni na nogometnih igriščih. Kakšna bo pa sprememba v igralski zasedbi? Pogovori so v teku. Vsem je jasno, da je druga slovenska liga, da je polprofesionalna, da večina nogometnih klubov ima proračun 500 000 evrov in više. Se pravi, nogometni klub Bistrica bo eden izmed, če ne najmanj kapitalsko močnih klubov, zato bomo igrali z mladimi igralci. Veliko igralcev je na testiranju, ampak predvsem stavimo na eni strani na mladost, na kvaliteto, na agresivnost. Sodelujo na eni strani z nogometnim klubom Maribor, na drugi strani z nogometnim klubom Celje. Se pravi, da najbolj nadarjeni posamezniki izhodu iz nogometnih šol prihajajo k nam na dodatno izobraževanje, tako da verjetno bomo imeli v Slovenski Bistrici 2 do 3 slovenska reprezentanta v nižjih kategorijah, kaj bo mogoče pa tudi dati magnet za gledalce. Na vsak način se pa določeni igralci se vračajo, medtem med odhodi je pa do zdaj, v bistvu so samo 2 odhoda, 2 napadalca, katera bomo pa zamenjali z drugimi igralci. Ker pogodbe še niso podpisane, zdaj zelo težko govorim v imenih, ampak rekel bi, da je ta kadrovska križanka nekako 90% zaključena. Manjka nam v bistvu v tem trenutku samo še en močen vezni igralec, malo izkušen, 26, 28, mogoče celo 30 let, ki bi nekako vezno linijo držal v ravnovesju in dal stabilnost celotni ekipi. Napoved, kje se bo Bistrica gibala na prvenstveni lestvici med drugoligaši kot novinec? Vsi me vprašujejo, v bistvu, na kak način, kje bomo, kako se bomo borili za obstanek. Bistrica nima takih ambicij, da se bo borili za obstanek. Bistrica ima čisto strategijo in jaz sem močno prepričan, da bo Bistrica presenečenje jesenskega dela z mladostjo, z načinom igre in mi računamo, da bomo tudi na koncu sezone nekako v prvi polovici lestvice. Kopalna sezona na bazenu v Slovenski Bistrici je že v polnem teku. Več o tem, kaj vse je na voljo obiskovalcem in kakšna je cena vstopnine, je povedal direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Friedrich. Bazen, kot že tradicionalno odprli na zadnji šolski dan, tako da so lahko učenci prišli oziroma začeli svoje počitnice tukaj na bistriškem bazenu. Zdaj, kar se tiče ponudbe same, imamo ob jutrih in večerjih tradicionalno že plavanje, se pravi med 9 in 11 uro dopoldan in pa zvečer med 7 in 9 uro, tako da to se je zelo prijelo in smo zelo veseli, da so občani aktivni in da se rekreirajo v tem času. Potem drugače imamo kar nekaj novitet, imamo plavalne tečaje za otroke, tudi za starejše bojo plavalni tečaji na voljo. Potem imeli smo že prvič letos letni kino, ki je bil prejšnji petek in je bila zelo lepa udeležba. Tudi gost večera Klemen Prepelič je naredil svoje, tako da smo zelo veseli tega dogodka. Seveda pripravljamo še druga presenečenja, ki naj zaenkrat ostanejo skrivnost. Skratka, poteka vse ustaljeno in veseli smo, da nam je tudi vreme naklonjeno. Prva 2 tedna sta res postregla z odličnim vremenom in upamo, da bo tako tudi do konca avgusta. Zdaj, kar se pa tiče samih cen, letna karta so na voljo ponovno, za odrasle je cena 40 evrov, za otroke
dijake, študente, upokojence, invalide je ta karta 30 €, potem nudimo tudi letno plavalno karto. To je v tem terminu, kot sem že prej omenil, se pravi, ta karta stane 20 €, za študente in pa vse ostale 15 €. Dnevna karta, dnevni obisk celodnevni je karta 2,5 €, za odrasle 2 €, potem za vse ostale, medtem ko plavalna karta je 1 €. Tako da mislim tudi, da so cene zelo ugodne in da s tem tudi nudimo lahko vsem občanom dejansko, da se ohladijo v teh vročih poletnih dneh. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica so pred kratkim obeležili poseben dogodek. Njihov dolgoletni član Milan Smrekar je namreč opravil že kar 2000 intervencij. Ob tem so mu pripravili tudi posebno presenečenje. In kaj je Milan Smrekar povedal za Studio Bistrica? Namreč vedel sem, da v kratkem, nekje v obdobju letošnjega leta bi naj dosegel to številko, ampak v nedeljo, ko je prišlo do intervencije, se pravi do prometne nesreče v bližini Tepanja, ko sem se vrnil z vozilom nazaj v dom, bom rekel, da so me izredno presenetili fantje. Pripravili so mi res nepozaben dogodek, nepozabno presenečenje. Namreč niti sam nisem vedel, da sem že dosegel to veliko številko, se pravi 2000 intervencij. Med vsemi temi intervencijami je seveda bilo tudi nekaj zelo zahtevnih. Katere so vam nekako ostale najbolj v spominu? Dejansko vsaka intervencija ti ostane nekje v ozadju, v možganih. Vsako se po določenih pogovorih nekako spomniš. So pa bile prometne nesreče, pa tudi požarji, ker so žal ljudje bili ali hudo poškodovani ali pa celo umrli na kraju. Predvsem so mi nekako najdražje te prometne, čeprav ni pravilni izraz, takrat, ko smo dejansko ljudi rešili iz zverižene pločevine in pomagali, da so preživeli in danes normalno lahko živijo naprej. Kako pa to, da se vedno odzovete, da vam nikoli ni težko? Kaj je tisto, kar vas pritegne k tem intervencijam? Glede, ko sem bil kot mlad fant, živel sem na divini, nekega popoldneva sem otroci, ki smo se igrali od zunaj, zaslišal sirene, svoje otroci radovedni, stekli smo do ceste in videli smo gasilce, kako se peljajo na en požar. Svoje otroci zadaj, normalno, kot si radovedneži. In ko smo prispeli v bližino tega požara, ko sem jaz videl te pogumne ljudi, gasilce, kako so se trudili rešiti čim več premoženja, sem nekako v sebi začutil, to hočem delati. Takoj, ko sem imel možnost navezati stike z gasilskim društvom Slovenska Bistrica, sem jih tudi navezal in dejansko pričel od 74 leta aktivno delati v tem društvu. Včasih mi je bilo težko, ko sem imel določene obveznosti, ko je bil poziv in se nisem mogel udeležiti na intervencije. Težke so bile, naporno, bom rekel, tudi stresne zadeve, ampak nikoli do sedaj nisem pomislil, da bi pa prenehal s tem. Namreč v meni je največje zadovoljstvo, ko pomagaš človeku, ko pomagaš ljudem, takrat, ko tvojo pomoč rabijo, in tista mala, nežna zahvala. Slišali smo, da so vas nekajkrat kar morali preganjati z avtolestve, da ste bili tako dolgo na teh intervencijah. Ja, predvsem je bilo to, ko je bil ta žledolom, takrat smo bili prvi dan skoraj 24 ur na dan z avtolestvijo na terenu, da smo pomagali ljudem. Želja pomagati je pač tista, ki te žene naprej. Je pa res, da po določenem času se moraš pač oddahniti. Na pobudo poveljnika in pa nekaterih članov sem takrat tudi se spočil, oddahnil in drugi dan zopet nadaljeval. Bilo je teh več dogodkov, tudi v Slovenske Konjice smo hodili cel teden pomagati, ko je takrat klestila toča.
Tudi na Ptuju smo bili skoraj teden dni z avtolestvijo od, bom rekel, od zore do mraka skoraj, ne, ampak nikoli mi ni bilo težko, tudi če je trajalo 12 ur ali pa več. Povedali ste več kot dovolj, kaj vam pomeni biti prostovoljec, gasilec. Kaj pa bi morda svetovali tistim, ki še razmišljajo, da bi se pridružili? Glejte, v našem društvu vstopa zmeraj več mladih. Nekako poskušam prenašati in se trudim prenašati znanje vsem tim mladim, poskušam jih motivirati, da pa tudi ni tisto, kar je težko, tudi ni najtežje. Da je pač treba tisto težko pozabiti in obdržati tisto dobro. Namreč mi gasilci tudi ne samo delamo, ne? Tudi se družimo, se sprostimo, se zabavamo, ohranjamo tudi ta medsebojna zaupanja, kar je zelo pomembno v našem društvu, pa pri samem delovanju, pri intervencijah, ne? Hkrati pa skrbimo tudi za kondicijo. Vsem tistim, ki razmišljajo, bi se odločil, bi šel gasilcem ali ne bi, jaz jim svetujem, pridite k nam, ne samo k nam, tudi v ostala društva v naši občini, pridite, pridružite se nam in boste sami potem v določenem obdobju dejansko občutili, ali boste delali to delo ali ga pa ne boste. Vkolikor ne poskusiš tega delati, dejansko ne veš, kaj je v ozadju. Ni samo delo, ampak je tudi v ozadju tisto psihično zadovoljstvo, kar pa osebno meni pomeni največ.